Za blagostanje vsakega posameznika je pomembna tudi ljubezen. Danes zato spregovorim o njej, in sicer bom spregovoril tako, da bom postavil pod vprašaj nekatera zmotna splošna prepričanja o naravi ljubezni in pokazal na razsežnosti prave, resnične ljubezni. To bom storil skupaj s knjigo s hvalnico ljubezni, ki jo je napisal francoski filozof Alain Badiou. Ljubezen je vselej za blagostanje drugega človeka. Napačno, zmotno je prepričanje ljudi, da je ujemanje dveh pogoj za ljubezen. V resnici je namreč ravno nasprotno. Medsebojno ujemanje dveh ljudi je učinek njune ljubezni. Prav tako je zmotno prepričanje, da me drugi, ker me ljubi, sprejema takega, kakršen sem. V resnici namreč niti sam ne vem, kakšen sem v vseh svojih detajlih. Poleg tega je moja dolžnost na tem svetu, da skušam postajati boljši človek. Torej želim, da me človek, ki me ljubi, sprejema v mojem spreminjanju, ne pa v tem, kakršen domnevno sem. Prav zato me drugi človek, ker me ljubi, tudi kritizira. Kajti moje spreminjanje morda ni tako, kot bi moralo biti. Morda sem zašel na napačno pot, zato ne želim, da me drugi sprejema takega, kakršen sem, temveč želim, da me kritizira, da bi postal to, kar moram postati, boljši človek namreč. Ljubezen je tudi diskretna. Kajti ljudje, ne glede na to, kako dolgo časa živimo drug z drugim, smo do določene mere vselej tujci drug drugemu in nobene potrebe ni, da med nami ni čisto nobene skrivnosti, da smo popolnoma razgaljeni drug pred drugim. Ljubezen tudi terja učenje, saj je skrb za drugega človeka, ki je drugi meni vsaj do določene mere vselej neznani svet, ki ga želim ohranjati, želim skrbeti za njega, ne želim ga uničevati. Ljubezen je tudi srečanje dveh ljudi, zaradi katere postane to, kar se nam je najprej zdelo nemogoče, mogoče. Srečanje dveh ljudi ustvari nekaj popolnoma novega. Kdor ljubi, uči drugo osebo, da se spreminja, ker je njena dolžnost, da postaja boljši človek, obenem pa dovoli, da je druga oseba njegov učitelj, kajti spreminjanje ni mogoče brez učenja, učenja pa ni brez dobrega učitelja. Na koncu velja še poudariti, da se ljubiti drugo osebo učimo, da ljubezni ne prinesemo s seboj na ta svet, kar pomeni, da nihče ne ve že po naravi ali instinktivno, kaj pomeni ljubiti drugega človeka.